Irena, a ti je Jonas Meka kupil? Ja, ta starega nekje na odpadu ga je zrehtal. A res, fancy? Čist fancy, lej. Skor nič ne škriple. Pa CD mi je ejakuliral. Smo? Ne? Pozdrav iz studia 136, to so Vesti na vesti. V Sloveniji se je mudila finska pravosodna ministrica Tuija Brax, ki jo je gostil slovenski kolega Aleš Zalar. Na zaključni tiskovni konferenci je minister na hitro povzel obravnavane vsebine, denimo reforme s področja pravosodja, zlasti glede upravljanja in vodenja sodišč, zagotavljanja učinkovitosti sodišč, proračunskega financiranja ter vzpodbujanja sodnikov in predsednikov sodišč k čim večji učinkovitosti ter seveda aktualne EU teme, denimo štokholmski program. Šele kot zadnjo od obravnavanih tem, o katerih sta se pogovarjala z generalno državno tožilko Barbaro Brezigar, je izpostavil še pred kratkim najglasnejšo afero Patria. Zanimivo, glede na to, da je bila prav to tema, ki je slovenske novinarje najbolj zanimala. Eden od novinarjev je Brezigarjevi postavil vprašanje, zakaj je v minulih tednih dvakrat klicala na vrh policije, bojda zaradi nepravilnosti v preiskavi primera, na kar je Brezigarjeva odgovorila takole. Ne moram vam povedati, ker ne vem, o čem govorite. Lahko vam pa nasplošno odgovorim, da o komunikaciji s policijo, ali z vodstvom policije ali s konkretnimi kriminalisti, vsekakor ne obveščamo javnosti, ker je pač to naše skupno delo. Zakaj ste potem prejšnji teden gospoda Borška kontaktirali in izrazili to odločenje? Nekim konkretnim preiskovalnim dejanjem, ali je to bilo primerno, to usklajena praksa? Torej, karkoli počnem, ne glede na to, kar ste vi zdajle insinuirali, počnem v okviru svojih pristojnosti. Gospod Zalar, ste vi s tem seznanili? S čim? S to komunikacijo, ki je po mojih podatkih bila na robu pristojnosti. Ne. Če dovoliš, kolega Zalar, nekaj vas bom opozorila. Delujem kot generalna državna tožilka, kadar delujem v okviru svojih pristojnosti, zato prosim, da ne postavljate vprašanj v tem smislu, vprašanj tako, da predvidevate prekoračitev pristojnosti. Seveda Zalar o tem ni nič vedel. Opozoril pa je, da je trenutek za tovrstna vprašanja najbržda neprimeren. Na vprašanje, kaj počne preiskovalna komisija, ki sta jo za rešitev primera Patria ustanovili Slovenija in Finska, pa je generalna državna tožilka Barbara Brezigar povedala: Kaj počne, ne vem, preiskuje. Brezigarjeva nam je še zagotovila, da državni tožilci nimajo težav s političnimi pritiski, ker preiskujejo primere sumov kaznivih dejanj po strokovnih kriterijih. Da se državna tožilka, ki se ukvarja s primerom, odgovorno loteva zadeve, ter da je prepričana, da so vestni tudi slovenski policisti. Še en hec sem ujela na tej tiskovni konferenci, pokažimo tole. Kaj ti misliš, da roji Brezigarjevi zdaj po glavi? Miš, da se sprašuje, če ni ta fant požrl mikrofona od vesti, ja? Le to. Le še enkrat. Na tiskovni konferenci je minister Zalar odgovarjal tudi na vprašanje, ali bo ukrepal ter kako sploh lahko ukrepa v primeru domnevnega vdora v računalniški sistem koprskega okrožnega sodišča in domnevno poseganje v sodni spis v primeru kaznivega postopka proti več obdolžencem zaradi suma in kasneje tudi dokazanega kaznivega dejanja prepovedanega prehoda državne meje. Gre za resno zadevo, ki terja tudi resno obravnavo. Pristojnost ministrstva bo tu zlasti, da presodimo, ali je naš sistem informacijske podpore poslovanja sodišč dovolj zaščiten pred nedovoljenimi vdori
in če ni, kaj je potrebno storiti v tej smeri, da bo. V zvezi z zadevo je koprski odvetnik Franci Matos včeraj na pristojnem sodišču vložil tožbo zoper Televizijo Slovenija zaradi prispevka, v katerem so ga povezovali z vdorom v sodni spis na koprskem sodišču, saj naj bi škodil njegovemu dobremu imenu in dodal, da je zahteval 20 000 evrov odškodnine. Samo 20. A ni to malo čudno? To je zgolj tedenska njegova plača. Lahko bi šel vsaj za mesečno. Se ti ne zdi? Ja, skromen fant. Ful skromen. Policist iz Maribora, ki naj bi grozil smrtjo nekdanjemu premierju Janezu Janši, je izgubil službo. Proti njemu pa tudi teče kazenska ovadba. Nekaj, o čemer generalna državna tožilka včeraj še ni imela pojma. Mam je prav všeč, da smo se danes spravili na njo. Dej. Sama nisem seznanjena s tem. Če se jo slabo razume, da vam povemo, zraven je bila prevajalka, ki je finski pravosodni ministrici prevedla tole. Brezigarjeva pa je dejala, da sama s tem ni seznanjena. Vprašanje, kako komentira zadevo in kako bi jo, če bi se znašel v koži Janeza Janše, pa je podobno kot Brezigarjeva z nasmeškom sprejel tudi premier Borut Pahor. Zdaj, ne bi rad rekel, da je to zame vprašanje drugotnega pomena, da ne bi vlekel paralel s kakšno drugo stvarjo, zaradi tega sem mislil dvakrat, kako ne to rečem, ampak verjemite mi, da se s tem ne ukvarjam posebej. Se tudi ne mislim svoje delo, popravljam po svojih najboljših močeh. Popolnoma jasno mi je, da naleti na kritike, sem in tja tudi na zadovoljstvo. Moja dolžnost je, da delam v svoji najboljši vesti in verjamem, da tako kot jaz opravljam svoje delo tudi tisti, ki so poklicani za to vprašanje. Neverjetno. Premier je nadaljnji komentar speljal v čisto drugo smer in groženj sploh ni obsodil. Če smo se kot otroci nekoč sekirali, ker so nas v osnovni šoli zafrkavali, ker smo bili čefuri, mislim, da največje travme doživljajo prav otroci današnjih aktualnih politikov. V nadaljevanju pa o razlogih za študij novinarstva komentar dneva Špela Plešnik. Za študij novinarstva sem se odločila, ker me zanima veliko stvari, poleg tega pa mi je všeč dinamičnost, ki je v tem poklicu ne manjka. Sam študij je zelo zanimiv, saj obsega veliko različnih področij, od politike, filozofije, sociologije, komunikologije, pa vse tja do zgodovine. Pri samem študiju mi je všeč predvsem raznolikost in uporabnost predmetov, strokovnost predavateljev ter veliko število aktivnosti, ki se odvija v okviru fakultete. Vsak letnik študija imamo možnost izbire več izbirnih predmetov ter si na tak način oblikovati študij po lastnih interesih in željah. Ker mi sam študij ni dovolj in ker želim nekaj več, sem aktivna v študentskem politološkem društvu Politus. Za študijske dejavnosti menim, da so dodana vrednost študiju, saj krepijo socialne stike, poleg tega pa se pridobi tudi veliko znanja. Izkušnje pa tudi nova poznanstva, ki sem jih in jih še bom pridobila z delom v društvu, so neprecenljive in mi bodo v nadaljnjem življenju, pa tudi v poklicu, prišle še kako prav. Študij novinarstva bi priporočila vsem tistim, ki so radovedni, komunikativni ter pripravljeni na nove izzive. Poleg samega študija pa vsem študentom svetujem, da se aktivno vključijo v katerega od študentskih društev, saj bodo na ta način spoznali nove prijatelje ter doživeli veliko lepih stvari. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Sinoči je bila v Plesnem teatru Ljubljana ponovitev revolucionarne predstave Sebastjana Horvata in ustvarjalske ekipe z naslovom Utopija. Predstavo, ki je ponavadi dolga skoraj 3 ure, a je vredna vsake minute ogleda, si lahko v PTL-ju ogledate tudi nocoj ob 20. V kratkem času so nenasitni grobovi pogoltnili toliko Slovencev vseh stanov in starosti. Kaj mi potok župori, ko po kamni skače, dobra volja je najbolja, na vsešedni zemlji tej. Izkoristila bom priložnost in vas še zadnjič povabila tudi v studio 141 na Poljanski 6, kjer bomo nocoj v Švicu mikrofona gostili samo ženski zbor. No ja,
V gosteh bodo imeli še 2 glasbenika moškega spola, drugače pa so to ženski pevski zbor Kombinat, vabljeni nekaj minut pred 20. Še vreme. Tako bo, kot je v tajskem Playboyu. Svetlo, čeprav malce tudi zakrito, ampak prijetno. No, daj boš pol pokazal malo slikce, velja? To so bile vesti na vesti. Fajn bote, ne? Pa, pa.